Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Ljudje smo del narave in narava je del nas. Tako je v knjigi Dežela škratovnija in zmešana zelena abeceda zapisala avtorica Kata Laštro. Danes se bomo sprehodili skozi knjigo in ob njej spoznali različne rastline, ki jih lahko vidimo na vrtu, ob gozdnih poteh, na travnikih, pa ne vemo, kako se imenujejo in zakaj so uporabne. V studiu že lepo pozdravljam pisateljico, zeliščarico, fotografinjo, naravovarstvenico in še bi lahko naštevala gospo Kato Laštro. Hvala. Knjiga Dežela škratovnija in zmešana zelena abeceda pa ni prva knjiga, ki ste jo izdali, kaj ne? Res je. To je že 6. po vrsti. Pravzaprav 8., če prištejem še 2 ponatisa prve knjige Zeliščna abeceda. Se pravi, 8 jih je sedaj. No, ta pa je nekaj prav posebnega, saj v njej nastopajo škratki. Kakšno vlogo imajo v knjigi? Škratki so ena taka posebna navihana bitja in to so posebni škratki iz rodu zeliščarjev. Imajo vlogo varuhov teh rastlin, ki jih omenjam v knjigi. Škratke in rastline pa spoznavamo po prav posebni abecedi. Kakšna je zmešana zelena abeceda? Pa že samo ime pove, taka čez les, čist zmešana. Pravzaprav se je zgodilo, da je en majhen škrat vzel črke, ki so bile napisane nekje na enih lesenih ploščicah in jih je vrgel v travo. In tisto, kar je prvo padlo ven, kar je videl, da je podobno eni besedam, ki jih tudi škratje uporabljajo, takšne, kot jih poznamo mi, bile so črke K, N, J, I, G, A. In je zagledal to v bistvu osnovo za našo pismenost, ker preko knjig se postajamo pismeni, a ne? Beremo, učimo se in postajamo pismeni. No, kot ste že sami povedali, se ta škratovska abeceda začne s črko K, na katero pa se začne tudi kopriva. Kopriva pa ima tudi veliko drugih imen, kaj ne? Ja, res je. Ima v različnih krajih Slovenije in tudi drugod. Tu sem se osredotočila na izvirna imena, tale ljudska imena, ki so v Sloveniji, so različna na različnih koncih. Ponekod ji rečejo žara, ponekod rečejo ožarnica, ponekod rečejo kropiva, po večini pa kopriva. Kako pa lahko koprivo prepoznamo? Ni jo težko prepoznati. Če se ji približamo preveč blizu, prepoznamo jo po ostrih, pekočih iglicah, bodicah, ki v bistvu naredijo, da si jo zapomnimo za celo življenje. Pa ne le mi, tudi živali. Kje pa običajno raste? Običajno raste tam, kjer so tla zelo bogata, takih pognojenih tleh. Tam jo največ raste, največ lahko najdemo. Drugače pa povsod jo je videti v naravi. Na vseh celinah na svetu, na zemlji jo raste in jo uporabljajo in ljudje in jo živali jejo. Če bi pa vedeli ljudje, kako je ta kopriva zdravilna, res, da bi se toliko zavedali, niti ena rastlina ne bi ostala na tem svetu, vse bi jo že pojedli. Pa ne samo liste, tudi stebelca, tudi korenine. No, preden pa poveva, zakaj je zdravilna, me še zanima, kdaj raste, skozi celo leto ali samo v določenih mesecih?
pravzaprav raste celo leto. In celo, ko je zmrzal, je odporna proti zmrzali. Se reče, kopriva nikoli ne pozebe. Včasih je videti, če hodite okrog po naravi, pa vidite lističe koprive. Res, včasih se zgodi, da jih malo mraz oplazi, ampak dejansko in ne pride do živega. Povedali ste že, da nas kopriva lahko opeče in takrat nam vedno kdo reče, da vsaj ne bomo imeli revme. Res. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v bistvu ta pekoča tekočina v iglicah na vršičkih cele rastline in stebelca in listov takšna, da kar zaboli, zaskeli malo. Ampak če nas oplazi enkrat, dvakrat, recimo tekom leta, nič ni hudega, pa tudi malo pogosteje. Pravijo, da res ta tekočina dobro, blagodejno deluje za lajšanje revmatičnih težav. No, koprivo pa lahko najdemo tudi v drugi obliki. Koprivova špinača, koprivina juha, sta tudi ti dve stvari zdravilni? Seveda. Ne le, da jo lahko uporabljamo v različnih oblikah, kot tinkture, recimo v alkoholu, da namočimo ali da damo v olje, da dobimo macerat ali da skuhamo čaj, jo lahko tudi jemo. Se pravi, užitna je in se lahko iz nje naredi zelo okusna špinača, zavitki, marsikaj juha. Edino ne pojemo korenin, lahko bi jih, ampak so malo bolj trde. Korenine pa uporabimo za izdelavo enega dobrega koprivovega šampona. Od koprive pa k drugi rastlini zmešane zelene abecede, to je netresk, meni bolj poznan po imenu uhec. Kako izgleda? Kako naj vam povem? Tak poseben je. Ima liste tako debele kot debela ušesa. In tudi tisti škratki, ko jih je ena od dveh ilustratork, tokrat Valentina Cehner, narisala, no, saj vidite, ima tako debela ušesa, ki so polna tekočine, ampak ne da to priteče, če zarežemo ta ušesa, ne priteče, ne kaplja kar, moramo ga orng stisniti, da priteče, in ta tekočina je zelo zdravilna za marsikaj. Najbolj pa za težave z ušesi. Pa je netresk tudi užiten? Tudi. Lahko zaužijemo velikokrat sveže netreskove liste, ker od posušenega ni kakega haska, ampak od svežega pa. Kje in kdaj pa ponavadi raste? Raste tam, kjer so kamni. Tam, kjer ni veliko zemlje, se pravi, ni zahtevna rastlina, v naravi raste. Ljudje jo pogosto dajo tudi na strehe, včasih so v starih kmečkih hišah ali pa na hlevih dali v stare posode malo zemlje in noter so zasadili netresk in so verjeli, da ta netresk ščiti hlev in živino od strele. Zato se imenuje netresk, se pravi, da strela ne trešči v hišo ali pa v hlev. No, naslednja rastlina, ki jo bomo spoznali, pa je ivanjščica. Meni so se ivanjščice vedno zdele kot nekakšne velike marjetice. Ali so kako povezane? V bistvu so. Natančno ne bi vam znala, zdaj iz prve roke vam ne bi znala povedati, ampak razlika je v velikosti. Obe imata bele venčne lističe in kot rumeno oko na sredini. Marjetica raste celo leto in tudi cveti celo leto. Ivanjščica pa zacveti tam nekje julija in lahko jo vidimo na travnikih tudi do oktobra, če ni zmrzali. Kakšne posebne zdravilne vrednosti ni,
ampak jo lahko damo kot okras kakšnim sadnim solatam ali pa zelenjavnim solatam ali pa kaki slaščici. Kot ste že povedali, raste na travnikih in to lahko pove tudi njeno drugo ime, napovedovalka travniške ljubezni. Ja. Ali to ime pomeni še kaj drugega? Seveda. Ko smo bili majhni, smo včasih vzeli ivanščico in smo trgali cvetni listič en drug za drugim in smo govorili ljubi, ne ljubi, tako. In izteklo se je tako pač, kakor se je izteklo. In če je bilo, da ljubi, si bil vesel, si bila vesela, a ne? Tako je torej napovedala ljubezen. Tako je napovedala ljubezen. No, zadnja rastlina, ki jo bomo spoznali, preden si vzameva kratek predah, pa je arnika. Kako prepoznamo arniko? Lahko jo prepoznamo po vonju, ampak se jo moramo približati. Se pravi, cvetoči rastlini. Prepoznamo jo po čudovitih rumenih cvetovih, zacveti na više ležečih travnikih, tistih, ki niso gnojeni, ker ne prenaša gnojenih travnikov, tam, kjer je narava neokrnjena in tam nekje že začetek junija. Arnika je zdravilna rastlina, zelo znana tudi po svojem mazilu. Kdaj ga lahko uporabljamo in kaj nam zdravi? V bistvu arnika je ena taka posebna rastlina, ki zdravi dušo. Tinktura iz arnike je blagodejno zdravilo za zdravljenje duše. Z njo pa zdravimo tudi različne udarnine, zunanje, kakor zunanje, tako tudi tiste notranje. Pri kakšnih notranjih podplutbah recimo hitro pomaga, da podplutbe da izginejo, da hitreje se tkivo zaceli in da smo ponovno zdravi. Pa je tudi užitna? V bistvu ni priporočljivo, da bi se jedla. Jaz jo probala sem, ker vse veste, zeliščarice smo malo in zeliščari smo malo posebna bitja, tako kakor so tisti škratki, ko jih omenjam. Marsikaj poskusim, da vidim, kakšen okus ima, kako deluje, ker ničesar ne morem nekomu drugem predlagati ali svetovati, da uporablja, če jaz tega ne probam. Tako da vem, kakšen okus ima, ni pa za uživanje. Hvala za enkrat, zdaj pa je čas za kratek glasbeni predah. Leto je okrog, spet romantika, to je najin čas, zvezde svetijo z neba. Rad bi ti povedal, da si še bolj moja, da zavedno s tabo bom delil srce. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke. Peljem te na lučke, lučke, greva sam mi dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica. Ker si z mano, res mi je lepo, pod zvezdo
res, da mi sva sama. Naj vsako leto bo tako. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke. Peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica. V današnji oddaji z gospo Kato Laštro spoznavamo rastline. Spoznali smo že koprivo, netresk, ivanščico in arniko. Naslednja, ki nas čaka, pa je žajbelj. Kakšne liste in cvetove ima? Ta je posebna rastlina. Ima malo na vijoličasto grejo cvetovi. Včasih se pa zgodi, da so bele barve cvetovi žajblja. Zelo je zdravilna rastlina. Liste ima usnjate, take z drobnimi dlačicami, so kot puh pravzaprav, tudi ko se posušijo in ko so sveži. V knjigi sem prebrala, da je žajbelj dober prijatelj s sivko in rožmarinom. Zakaj? Ja, zato, ker zelo rad ima bližino morja. Se pravi, to je sredozemska rastlina, ima rad sonce, močno sonce, ki iz teh rastlin izvabi vse tisto, kar je najboljše v njih. Vse najboljše in najbolj zdravilne moči. In zakaj je žajbelj zdravilen? Kot eno tako razkužilo. Recimo, če žvečimo žajblje, sveže ali posušene liste, lahko si razkužimo ustno votlino. Tudi žajbljev čaj je dober. Žajbljevo mleko, samo ni treba pretiravati. Ne z drugimi rastlinami, ne z žajbljem. Naslednja rastlina oziroma drevo pa je lipa. Kakšno deblo in cvetove ima? V bistvu deblo od lipe ni tako veliko razpokano. Lahko zraste kar visoko, tudi 50-60 metrov. Lahko tudi v širino se razširi, da jo 10 ljudi ne more, da jo komaj objame. V Sloveniji so na nekaterih koncih take mogočne votle lipe, recimo na Šmohorju nad Laškim, ne vem, če kdo pozna, ali Najevska lipa na Koroškem, ki so zelo, zelo stare. In lipa je takšno drevo, ki so ga ljudje sadili na dvoriščih kmečkih hiš ali pa na trgih, na vaških trgih. In to je, kolikor vsi vemo, tudi simbol naše dežele, a ne? Lipov in lipov list. Domači ljudje so radi imeli in imajo lipo zato, ker v juniju zacveti in zadiši tako opojno, da se marsikdo ne more upreti temu vonju. Še najmanj se mu lahko uprejo čebele in čmrlji, ker smo dežela čebelarjev in čebel, to je čisto normalno. Pa lahko lipine cvetove uživamo? V bistvu lahko bi jih uživali, lahko bi jih tudi pohali, tako kakor pohamo bezgove
cvetove ali akacijeve oziroma od robinje. Redko se to dela, bolj ko ne se uporablja kot čaj. No, od lipe pa k malo manjši rastlini, ognjiču. Kako pa prepoznamo ognjič? Po čudovitih ognjenih cvetovih. V naravi prosto ne raste, razen če se seme raztrosi. Običajno ga zasledimo na domačih vrtovih. In take ognjene cvetne lističe ima, da ga težko zgrešiš. Včasih je bolj gre na svetlo rumeno, od vseh odtenkov rumene barve celo do oranžne. Ognjič je zdravilna rastlina. Kdaj lahko uporabljamo ognjičevo mazilo, ki ga vsi poznamo? Pravzaprav celo leto, kadarkoli imamo kakšne težave, da se recimo opečemo, pomaga, da ublaži bolečino pri opeklinah. Če si zdrgnemo kožo, da lahko hitro se zaceli. Tako da v bistvu vsa vnetja, tudi notranja in zunanja, ki niso huda, da potrebujemo zdravniško oskrbo, lahko zdravimo z ognjičevim mazilom. Dobro domače ognjičevo mazilo lahko tudi pojemo. Torej je tudi užiten. Seveda. Tako pa sva že pri naslednji rastlini, detelji. Poznamo veliko vrst detelje. Katere so tiste najbolj znane? Pa v bistvu črna detelja, čeprav to črna ji sploh ne paše, ker pravzaprav barva cvetov črne detelje je bolj na rožnato, vijoličasto gre. Črna so ji izmislili ime zato, ker se je nekomu zdela, da ko se cvetovi posušijo, postanejo črni. Pa ne postanejo črni, postanejo bolj kot ne taki rjavi, ampak ne vem, komu je padlo na pamet, da reče črno. Tako je pa tudi ostalo. Bela detelja, šmarna detelja, zajčja, rdeča detelja. Kar precej je teh vrst detelj. In vse imajo eno posebno lastnost, da pomagajo pri različnih težavah, ko hormoni začnejo divjati. In pri moških, in pri ženskih, in pri najstnikih, in pri osebah, ki so v klimakteriju ali v andropavzi, tako da Kako pa jih uživamo, kako si z njimi pomagamo? Največkrat v bistvu v obliki čajev, lahko v obliki kakšne tinkture, se pravi raztopina v alkoholu, lahko so kakšne kopeli, lahko pa lističe ali pa cvetove detelj, ko so mladi, potrosimo tudi po solatah. Sledi kurja smrt, kurjica ali rožnati pladenj. Mišmaševci verjetno ne vedo, o kateri rastlini govorim, vi pa že, kaj ne? Ja, to je rastlina, ki jo lahko zasledimo že novembra, recimo decembra, začne počasi, da se prebuja in da pokukajo prvi popki. To je namreč teloh. Mi teloh poznamo po teh čudovitih cvetovih, ki na začetku, ko se šele odprejo, so bolj kot ne beli, snežno beli. Potem, kakor sonce začenja močneje gret, se znajo obarvati tudi do take vinsko rdeče barve po robovih. In ta rastlina je ena od prvih čebeljih paš za tam nekje sredina januarja, ko se čebele odpravljajo na prve polete, čistilne, zavohajo tudi teloh in gredo nabirati cvetni prah. No, ta rastlina je torej nas poboža svojo lepoto po zimi. Kje pa lahko najdemo? Res je. Raste tam, kjer so kisla tla. Tam, kjer so borovnice. Tam, kjer so skalovja. Zelo ljubi v bistvu tudi sonce. Raste na prisojnih pobočjih. Ena posebnost te rastline je, da ima
dolgo črno korenino in včasih so zeliščarji to korenino uporabljali tako, da so zdravili ljudi, ki so imeli kakšne težave v obliki božjastnih napadov. In samo pravi zeliščarji so poznali pravo mero in pravo obliko uporabe teh različnih pripravkov. In če si upošteval mnenje zeliščarja, si lahko pomagal pri takih težavah. Če pa si mislil, da sam lahko si pomagaš in da sam lahko nekaj narediš, se je znalo zgoditi, da so ljudje, namesto da bi ozdraveli od teh božjastnih napadov, v bistvu se nikoli niso pobrali. In včasih so rekli, da če se mu je strgalo, so rekli, temu pa manjka teloha. No, od teloha pa k maku, ki ga vsi poznamo zaradi makovih štručk. Kako pa izgledajo njegovi cvetovi? Čudoviti. Taki krvavo rdeče barve. Raste običajno med žitnimi klasi. Lahko tudi na kakšnih nasipih, tam, kjer se je zemlja od nekod pripeljala, pa je zašlo kakšno makovo zrno. Čudovite cvetove ima in nekje že konec maja, začetek junija začnejo cveteti, odpirati te svoje glavice. Kakor sonce močneje greje, tako se tiste cvetni lističi maka, ki so zmučkani v obliki popka, se začnejo odpirati in ravnati, in sonce, kot da bi jih likalo pravzaprav. Užiten torej je, kaj pa zdravilen? Užitni so plodovi, samo pri uporabi maka, pri izdelkih za prehrano je treba biti zelo previden, ker zrna maka imajo to lastnost, da lahko uspavalno delujejo. Včasih, ko so ljudje bili bolj revni in bolj kako bi rekla, bolj obremenjeni z delom gospodinje, mame, so otrokom znale v mleku skuhati mahova zrna. In če se je zgodilo, da je otrok zaužil preveč te makove mlečne kaše, se nikoli ni zbudil. Tako da ni se za igrati in neresno jemati učinek maka. V potici je dobrodošel, v makovih štručkah seveda tudi sam okus in vonj tega peciva. Tako da to so načini, kako se uporablja, in opozorila, kako naj se ne bi. Od maka pa k še eni dobro poznani rastlini, to je fižol, ki ga najdemo na vrtu ali njivi. Kdaj pa raste? Raste tekom poletja. Takrat, ko se vrtnine druge posejejo, takrat tudi posejemo fižol, različne vrste. Razlikujemo nizek fižol, visok. Eni rajši imajo tisti nizek fižol, eni pa prisegajo na stroke visokega fižola. To glede uporabe v prehrani. Običajno in v bistvu ne le običajno, ampak moramo ga ali dušiti ali kuhati ali kakorkoli že, frišnega fižola ne uporabljamo. Za namene zdravljenja pri težavah recimo z ledvicami ali pa sečne poti, če imamo kakšna vnetja, lahko si pomagamo z posušenimi fižolovimi luščinami, da jih naredimo kot pripravek, da skuhamo te luščine in da pijemo tekočino, in pri tem pomaga. Redko kdaj se uporablja sam, običajno v kombinaciji z drugimi rastlinami, ki pomagajo pri lajšanju takšnih težav. Tako, mislim, da ste o fižolu vse dobro povedali. Preden pa nadaljujeva z ostalimi, čaka nas še sončnica, regrat in še kaj.
pa si privoščimo malo glasbe. Uspeh je to, kar delaš, kad te noben ne gleda. Bolje važan, da si človek, kakor to, da si zvezda. Uspeh je to, kar delaš, kad noben ne gleda. Basket sem treniral od prvega razreda. Muska na kasetah, ni bilo interneta. Zrastu sred parketa, letel sem ka raketa. Hotel bit legenda, tako ka Michael Jordan. Napeta tekma, zmer do konca borba. Jeklena volja, ljubezen do športa. Ni bilo zadost, ustavila me je poškodba. Kašna škoda, še en talent iz bloka. Z Bogom draga žoga, tako hoče usoda. Name čaka druga torba in ekipa iz džipa. Gotovina me mika in fina riba iz vipa. In sploh me ne zanima, kaj si mislil bo folk. Prvo ne stopu moje tike in v moj blok. Šlo mi je na jok, starša se ločila. Fotor šel svojo pot, ne pošle niti sporočila. Bolečina bo minila, zdaj moram biti jak. Učim se iz napak, da ne končam ka Tupak. Vsak lah prodaja grame, to ni zame. Nočem razočarat mame, ponosna bo name. Ej. Uspeh je to, kar delaš, kad te noben ne gleda. Bolje važan, da si človek, kakor to, da si zvezda. Uspeh je to, kar delaš, kad te noben ne gleda. Bolje važan, da si človek, kakor to, da si zvezda. Uspeh je to, kar delaš, kad noben ne gleda. Hodil sem v glasbeno od prvega razreda. Norela je soseda, skoro vsak večer. Hotla je mera, jaz igral sem klaver. Pisal rime na papir in poslušal hip-hop. Bil pred ogledalom, kada imam nastop. Pravijo mi vsi, da naš ne bo iz tega. Dober zvedni sem, traj delat kolega. Hočem Air Maxa, nimam centa v žepu. Ne zanima me faks, začel sem delat v Meku. Vedno boljši v repu, nekje moram začet. Leto 2009, prvo pesem gre posnet. Nehal sem štet vse te ure v kabini. Po svetu se delu, trudu in disciplini. To način je edini, da pridejo rezultati. Ker izveram iz juga in starši niso bogati. Evo me danes na naslovnici revije. Z bendom na odru, a spodaj folk upije. Nikol ne zmanjka dobre energije. Zmeri te ojača, kar te ne ubije. Uspeh je to, kar delaš, kad te noben ne gleda. Bolje važan, da si človek, kakor to, da si zvezda. Uspeh je to, kar delaš, kad te noben ne gleda. Bolje važan, da si človek, kakor to, da si zvezda. Kamorkol grem, vsi poznajo lagano. Včasih si rečem, brat, to je bolano. In odkar sem začel, vedno sem vase verjel. Mami, pržgi TV, tvoj sin je uspel. Hej. Smo že nazaj. Danes smo spoznali že ogromno zanimivih rastlin. Čaka nas jih še nekaj, tako da najbolje, da kar začneva. Naslednja je meni zelo ljuba roža, sončnica. Kje običajno raste? Je tam, kjer jo posejemo. Ali pa, če ptički zanesejo kakšno zrno, kakšen plod od sončnice, lahko tudi marsikje, tudi ob avtocesti. Ali je res, da se sončnice obračajo proti soncu? Res je. Se vidite, če se peljete ali pa hodite mimo sončničnega polja in ko opazujete sonce, vidite, kako se sončnica, kako se cvet obrača k soncu. Pa so užitne in zdravilne? V bistvu seme od sončnic veste, da je zdravilno. Če ga ptiči jejo v taki meri, sam če ga dobijejo, če ga prej ne poberemo, je pa dobro. Iz sončničnega semena stiskamo olje. Že ne vem koliko časa, koliko dolgo, kakor so ljudje ugotovili, da lahko stisnejo semena in da dobijejo olje, se to dela. Lahko ga tudi grizljamo, a ne? Sveža sončnična semena. Iz teh cvetnih lističev sončnice se lahko naredi čaj, lahko se naredi zeliščna mešanica, ki nam zelo popestri temne, turobne zimske dneve, takšne kot je recimo današnji. Že samo barvo, tisto rumeno, nam dvigne energijo za kar nekaj stopinj navzgor. No, še ena rastlina rumena kot sonce pa je regrat. Ta pa ni celo leto rumen, kaj ne?
Ni, ampak včasih se zgodi, da tudi po zimi kakšen regrat, ki je nekje zalutal, nekje odtaval, da zacveti. Ker je celo leto pravzaprav živ. A ne? Zelo malo časa tekom leta, da ni lističev. Mi ga največ uporabljamo v solati. A ne, spomladanske solate brez regrata ne moreš si enostavno predstavljati. No, tako pri nas doma so vedno govorili, da je regrat zelo zdrav. Zakaj pa je zdravilen? Seveda. Zdrav je zato, ker prečiščuje kri. In po zimi, ki nas kar precej nekod ustavi, kakor je tudi prav, ker tudi narava se ustavi in počiva, tudi mi bi mogli. In se nakopičijo različne strupene snovi, ki niso dobre za našo kri, za naše organe, je enkratno zdravilo in tak en poseben čistilec prav ta regrat. In listi mladi in korenine še bolj. Tisto, kar je zdravo, je to tist mleček, ko mi odtrgamo kakšen listek ali pa odtrgamo stebelce ali pa ko razrežemo korenino, takoj poteče en tak poseben mleček, ki ima tak mal grenak, ni glih pekoč, malo bolj grenak okus. In prav tiste grenčine v tem mlečku so tisto najbolj zdravilno. Pa že hitiva naprej k drobnim vijolicam. Že njihovo ime pove, kakšne barve so. Kdaj in kje pa jih lahko najdemo? Niso samo vijoličaste. Lahko so tudi bele. Lahko so, da na modre gredo. Tako da odtenkov in barv vijolic je par. Se marsikdo pozna tudi bele. Najbolj pa dišijo vijoličaste. Tiste temno vijoličaste. Vijolica je živa, v bistvu raste na različnih mestih, na travnikih, na tratah, tudi v gozdu. Gozdna vijolica najdemo tudi tam. Cvetovi vijolice se uporabljajo tudi za pojest, se pravi, lahko okrasimo kakšno slaščico, kakšno zelenjavno ali sadno solato. Lahko iz nje naredimo tudi kakšen, iz svežih ali iz posušenih tudi kakšen čaj. Včasih so ta vonj vijolic, ko je značilen, uporabljali, oziroma vijolice, te dišeče uporabljali za izdelavo parfumov. In to je ena takšna posebna dišava, parfum vijolica. Uporablja se za težave recimo, če kdo ima kakšne težave, da bi se pomaga, da se človek umiri in se dodaja mešanicam za pomirjanje. Zelo pomirivalno deluje. Tako, da. Ena posebnost je, pred Veliko nočjo, nedeljo na cvetno nedeljo, so se deklice in ženske umivale z vodo, v kateri so namočile cvetove dišečih vijolic. In so verjele, da bodo potem veliko lepše. Pa niso bile le lepše, tudi koža jim je bila bolj mehka, gladka, lepa, sijoča. No, parfuma pa vsekakor ne bi mogli narediti iz čemaža, saj ima podoben vonj kot česen. Še na kratko nekaj o čemažu. Vemo, da je užiten, zakaj pa je zdravilen? Parfuma za nas ne, morda za medvede, ker drugo ime za čemaž je medvedji luk. Zakaj medvedji? Zato, ker ga medvedje imajo zelo radi. Po dolgem zimskem spancu in dremežu, ko se zbudijo in predramijo, najprej gredo malo spit vodo nekje v kakšno grapo ob potočku in tam običajno raste čemaž. Potem, ko se napijejo, se pa tudi
do sitega najejo listov čemaža, da si okrepijo moči, da si prečistijo črevesje, da dobijo novo energijo in zagon za leto, ki je pred njimi. Tako, zelo veliko bi še lahko povedali o zeliščih, pa je žal ena oddaja prekratka. Ali res, za konec še to vprašanje, ali res za vsako bolezen rožica raste? Rožice rastejo zato, da rastejo. Da so del narave in ne rastejo zaradi nas. Ne zaradi naših bolezni. Res je, da nam lahko pomagajo. Moram reči, to je stavek, ki smo si ga ljudje izmislili, ampak rožice ne mislijo na nas, pomagajo pa nam. Tako da moramo biti do narave spoštljivi. Tako. Najlepša hvala za vse zanimive informacije, ki ste jih danes delili z nami in današnji obisk v studiu. Hvala, enako, z veseljem. Pa naj končam še z eno mislijo iz vaše knjige. Dovolimo, da pisani svet rastlin, ki še uspevajo na planetu Zemlja, obogati življenje vseh bitij, ki smo tukaj, in vseh tistih, ki pridejo za nami. Mišmaševci, odkrivajte naravo in bodite do nje spoštljivi. Do prihodnjega petka, bodite lepo.